Und jetzt ein Kommentar von Andrej Košak von Katja Budaj. Pred 2 dnevoma sem gledal enega najbolj mučnih posnetkov na slovenski televiziji, in sicer preplašene poglede delavcev, ki samo čakajo, da izgubijo delo. Pa to ne v kakšnem obratu, ki prideluje izgubo, marveč v ljubljanski Kolinski. Pred 3 leti je Igor Bavčar s svojim Istrabenzom namreč kupil tako Drogo Portoroška kot tudi Kolinsko. Že takrat se je govorilo, da je več vredno zemljišče, na katerem stoji Kolinsko, kakor pa sama fabrika. Govorilo se je tudi o združevanju slovenske prehrambene industrije in o tako imenovanih sinergijskih učinkih. In danes smo priča tem sinergijskim učinkom. Čeprav je Igor Bavčar takrat sveto obljubljal, da ne bo odpuščal delavcev, smo temu priča. Pa ne samo, da bodo ukinili delovna mesta in strošek nezaposlenih prelili na pleča davkoplačevalcev, marveč bodo ukinili kar celotne obrate, čeprav le-ti prinašajo dobiček. Tako, dragi potrošniki, ne boste več pili čaja Tisoč in en cvet, ne boste se več sladkali s čokolešnikom. In še kup drugih izdelkov bo zavedno izginilo iz nakupovalnih polic. In par 100 ljudi in družin ne bo samo izgubilo delo, marveč bodo pri našem neprožnem trgu delovne sile verjetno postali socialni problemi. Toda nič ne de. Igor Bavčar je z združitvijo obeh podjetij maksimiral svoj dobiček za dobrih 160 milijonov evrov. Toliko sta združeni fabriki sedaj več vredni. Ravno tako v ta biznis ni vštet astronomski zaslužek na zemljišču, kjer danes stoji tovarna Kolinska. Tam bodo namreč zgradili novo stanovanjsko sosesko in ni dvakrat za reči še kakšen trgovinski center. Na plečih države pa bodo ostali delavci, razbite družine in otroci s pomanjkljivim otroštvom. Sicer pa za Igorja Bavčarja ni to nič pretresljivo, saj je kot notranji minister ukinil čez noč 18 tisoč državljanstev in se v svetovno zgodovino zapisal pod pojem izbrisani. Da bo stvar še bolj anahrona, se Bavčar v javnosti redno pojavlja kot osamosvojitelj, česa le delovnih mest. Perfekten komentar. Schon gut. Kaj pa kaj Rolling Stonesi pravijo? Ja, ne vem, jaz sem jih snemal na tiskovni konferenci in moram reči, že Rollingi so res Rollingi in mi je jasno, zakaj oni že 40 let rolejo v bistvu ta svet. In ne vem, tudi ta film Shine a Light je dober dokumentarec za Scorsese. Predvsem so pa zračali s tako energijo, da ne moreš verjeti. V bistvu vidiš tam, v bistvu ima tako mladostno energijo, da zgleda mlajši kot 18-letniki. Hudo. Mislim po energiji. Kaj pa kaj Jagger je hud? Jagger je hud, kaj tričete malo zmahan, Charlie Watts je takšen angleški džentelmen, Ronnie Wood pa skozi osvaja. Meni je Jagger hud.